Pozdravljeni. V preteklih desetletjih smo v svetu Formule 1 videli marsikaterega džentelmena. In ikona, o kateri bom spregovoril danes, je verjetno tisti, ki si najbolj zasluži naslov zadnjega izmed džentelmenov Formule 1. Beseda bo tekla o Eliju De Angelisu. Mimo tega, da je bil Elio De Angelis iz izjemno premožne družine, ne moremo. Njegov oče je bil gradbeni mogotec iz Rima. Eliju je omogočil enkratno izobrazbo, govoril je več jezikov, imel je stil. A dokazati se je hotel v motošportu in tukaj te zadeve ne prinesejo ne vem kakega uspeha. A tudi na dirkališču je pokazal, iz kakega testa je. Lep, eleganten stil vožnje, ampak izjemno hiter, ni ostal neopažen. Celo Enzo Ferrari ga je videl in hotel vključiti v svoje mladinske programe. Testiral je za njih. Tudi Ferrarija 312 je 3 leta 1978, kot vidimo na fotografijah, in imel čase, kateri so bili konkurenčni tistim Carlosa Reutemana in Gilesa Villeneuva. Baje si je Enzo Ferrari zamislil Elija De Angelisa kot neko rezervo, ukolikor bi se Gilles Villeneuve izkazal za neuspešnega. Ponudil naj bi mu celo pogodbo, a Elio naj bi jo zavrnil, ker finančno ne bi bila dovolj dobra. Čeprav je to samo legenda in kroži še ena druga varianta, katera pravi, da med tem testiranjem naj bi oče Elija De Angelisa potrepljal Enza Ferrarija po hrbtu ter mu dejal: vidiš, to je bodoči svetovni prvak Formule 1. Enzo naj bi to malo zameril in zato tudi ne bi bilo nič iz pogodbe. Ampak dve legendi, dve zgodbi, obe nepotrjeni. Elio De Angelis se je odmaknil iz sveta Ferrarija. Podpisal predpogodbo s Tyrrellom, s katere ni bilo nič, na koncu je dobil sedež pri ekipi Shadow. A kot mnogi mladeniči je moral za svoj sedež plačati. Približno za polovico dirk je zbral denar sam, drugo polovico naj bi mu posodil oče. Hočeš nočeš, prišel je v Formulo 1 izjemno srečen, a nikoli se ni postavljal za tisto, kar je bil premožen sin rimskega bogataša. Joe Ramirez je povedal anekdoto, da takoj potem, ko so podpisali pogodbo pri ekipi Shadow, so šli proslavljati in mnogi bi mislili v kake elegantne lokale. Ne, Elio jih je povabil v londonsko restauracijo s hitro prehrano. Nič kaj takega, nič preveč elegantnega, nekaj enostavnega, kot je bil v resnici on sam. Pri Shadowu na začetku kariere je bolj kot nekaj drugega veljal kot sina premožnega očeta, a na zadnji dirki v sezoni je dosegel 4. mesto. To ga je postavilo v zelo dobro luč, opazili so ga pri ekipi Lotus in povabili na tisto testiranje, katero sem že omenil pri življenjepisu Nigela Mansella. Tam so bili prisotni seveda Elio, Nigel, pa tudi Jan Lammers in Eddie Cheever. Za drugega voznika poleg Marija Andretija so izbrali Elija De Angelisa, odkupili pogodbo od ekipe Shadow, tako da v letu 1980 je Elio De Angelis praktično dirkal zastonj. A to zaupanje Colina Chapmana je potrdil že na svoji drugi dirki, veliki nagradi Brazilije tistega leta, ko je osvojil 2. mesto. No, v letu 1981 je postal prvi voznik, dobil pravo pogodbo, lahko je denar vrnil očetu in za moštvenega kolega je imel že omenjenega Mansella. Predstavljala sta dokaj uravnotežen par, kjer je bilo jasno, kdo je bil prvi in kdo drugi voznik, a mnogokrat sta se tudi spopadla med seboj, a brez kakega sovraštva. Bilo je neko zdravo rivalstvo. Znana je zgodba iz leta 1982, zadnji štrajk voznikov. In prav tu smo spoznali lahko tistega najpomembnejšega pravega prijatelja Elija De Angelisa v cirkusu Formule 1. In to je nekdo, kateri bolj različen od Elija ne bi mogel biti, Keke Rosberg.
eleganten, kultiviran Italijan je imel za najboljšega prijatelja v cirkusu Formule 1 robatega in odločnega Finca. Znana je zgodba, da med tistim štrajkom jih je Elio De Angelis kratkočasil vse voznike z igranjem na klavir. In sam Keke Rosberg je pozneje dejal, da je vedel, da Elio De Angelis zna igrati klavir, nikoli se ne bi predstavljal, da tako dobro, in da edina dobra stvar tistega vikenda je bil Elio za klavirjem. No, prav tistega leta Keke Rosberg in Elio De Angelis sta glavna junaka velike nagrade Avstrije. Elio je vodil, prišel do zadnjega kroga, a tako na tesnem z gorivom, da ni bil prepričan, da mu bo zadostovalo do konca. Za njim cirka 2 sekundi v zadnji krog krene Keke. In čeprav sta bila prijatelja, Keke Rosberg nikoli in nikdar v življenju ni podaril ničesar. Boril se je za zmago in prišel v tistem krogu izjemno blizu svojemu prijatelju Elio. Ta je vozil skladno z njegovim stilom, elegantno, hitro, kolikor se je le dalo, zapiral je linijo prav toliko, da Kekejev ni pustil mimo. Čez cilj sta prišla z razliko 5 stotink, izjemno malo. In še danes je znano tisto proslavljanje zmage Elija De Angelisa, ko je dosegel svojo prvo zmago in zadnjo, na kateri je bil še prisoten Colin Chapman. Colin ga je primerjal s Jimom Clarkom, kar je ogromno priznanje. A v tistih letih Lotus ni bil več tisto, kar je bil še naprimer pred desetletjem. Tako da Elio v naslednjih sezonah ni imel možnosti se še dokazati, kljub temu, da so imeli razvojno izjemno napredne bolide, ampak nedozorele. Colin Chapman je umrl, prišlo je novo vodstvo, kateremu pa Elio De Angelis ni bil tako všeč. Namreč leta 1985 Nigela Mansella zamenjajo za Ayrtonom Senno. In Ayrton Senna naj bi bil, hočeš nočeš, v očeh novega vodstva prvi voznik. Elio De Angelis se s tem ni preveč strinjal, seveda, tudi on je bil zmagovalec, in tistega leta 85. razlika med De Angelisom in Senno je bila minimalna. Na koncu je bil Senna 4. z 2 zmagama, Elio 5. z 1 zmago. In prav ta zmaga na veliki nagradi San Marina je bila po svojem malce bolj posrečena. Namreč v zadnjem krogu je zmanjkalo goriva tako že omenjenemu Senni, Stefanu Johanssonu, prvi je čez cilj prišel Alain Prost, kateri je bil pa diskvalificiran, ker je imel prelahek bolid in nato za zmagovalca razglašen Elio. In seveda, ker so se odnosi tako zlomili, Elio De Angelis je moral zapustiti Lotus in je svoje mesto dobil pri Brabham. Zamenjal je njegovega, bom rekel, nekako vzornika Nelsona Piqueta in mislil se je, da je bila ta poteza pravilna. A takrat je prišel na svet tisti Brabham BT55, izjemno vpliven bolid, kateri je bil pa bistveno nezrel za tisti čas, na katerem je nastopil. Začetek sezone je bil klaveren, ne moremo imenovati drugače. In testirali so na dirkališču Paul Ricard, kako izboljšati ta bolid. No, Elio De Angelisu je odpadel zadnji stabilizator, zletel je s progo, pristal je z bolidom obrnjenim na glavo in ukleščen pod njim. Motor se je vnel in Elio De Angelis je tam ostal. In ne, ni zgorel, ampak nadihal se je strupenih plinov. Takrat na progi ni bilo ne obcestnih varnostnikov in ne zdravnikov. Mnogi vozniki so se ustavili, da mi bo pomagali, a ni bilo gasilnih aparatov. Elija so kasneje izvlekli iz poškodovanega Brabhama. Imel je samo zlomljeno ključnico, a nekaj ur zatem umrl zaradi posledic vdihovanja strupenih plinov. Elio De Angelis je bil praktično zadnji džentelmen v Formuli 1. Naslednjo dirko, veliko nagrado Belgije, je zmagal Nigel Mansell in zmago posvetil poskušajmo njega. Elio De Angelis, 5 years I was with him. I'd like to dedicate my win here today for him because it would make it much better if he was here with us. Nigel, everybody will say thank you for that.
In seveda, malo ljudi pozna zgodbo, ki se je zgodila samo leto prej, prav tako v Franciji na Paul Ricardu. Nigel Mansell je na kvalifikacijah zletel s proge in doživel tak pretres, da je končal v bolnišnici. In takrat zvečer ga je samo en poklical iz celega cirkusa Formule 1. Bil je Elio in ga samo vprašal, kako se počuti. Tudi Keke Rosberg je končal svojo kariero leta 1986. Tudi zato, ker je izgubil svojega prijatelja Elija De Angelisa. In samo 3 leta zatem se je v cirkusu Formule 1 pojavil mladenič. Imel je čelado, katera je bila v bistvu replika tiste, ki jo je imel Elio De Angelis. Bil je Jean Alesi in se tako poklonil enemu izmed najbolj vplivnih voznikov in najbolj priljubljenih 80-ih let. Legenda džentelmena za volanom se je nadaljevala. In če ste opazili v tem posnetku v ozadju, je prav on tisti, ki igra na klavir. Toliko o tem izjemnem vozniku, kateri je umrl star samo 28 let in ni dobil prave priložnosti, da bi se izrazil, a je ostal zapisan v knjigah Formule 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.